knjižnega trga. Dober dan. In kaj nas tokrat čaka v oddaji s knjižnega trga? Pesmi Marije Švajncer v zbirki Na odru, roman Petre Julije Udžve Najboljše šele pride in roman Mimi Podkrižnik Čista sreča. Recenzije so napisale Tonja Jelen, Anja Radaljac in Leonora Flis. Desetletja so že minila, odkar je Marija Švajncer v reviji Dialogi pisala o dogajanju na mariborskih odrih. Zvesto ga spremlja še naprej in doživljanje gledaliških predstav, koncertov in oper je v zbirki z naslovom Na odru izrazila še v pesniški obliki. Knjigo je izdal Kulturni center Maribor. Pesničinemu občutju pa je prisluhnila Tonja Jelen. V pesniški zbirki pisateljice, pesnice in literarne kritičarke, filozofinje Marije Švajncer Na odru nas umetnica najprej povabi na glasbene koncerte. Pesmi niso samo izraz spremljanja glasbe in njene lepote, ampak tudi resno komentiranje najrazličnejših situacij med občinstvom. Pesnica kritizira snemanje v dvorani, ki naj bi sedanjost preneslo v prihodnost, toda kako poredko znamo prav zaradi nenehnega snemanja užiti trenutek, opazovati in se prepustiti hipu. Ali bomo res vse to še kdaj gledali in podoživeli? Pesmi nas opozarjajo na pomen uživljanja v prav vsak trenutek, česar pa naj bi bilo vedno manj. Vse manj je tudi olike in vljudnosti v kulturi, prizanašanja ni. Pesmi v zbirki Na odru so predvsem hvalnica umetnosti, subjektka jo občuduje in doživlja. Približevanje glasbi skozi poezijo daje pogled v avtoričin široko glasbeno izbiro tako popularne kot klasične glasbe. Pesmi so velik poklon glasbi, ki osmišlja posameznika in skupnost, je kot gonilo in odmik od slabega. Ne poznamo se. Toda vemo, da smo bili skupaj, združeni z glasbo in odmaknjeni od vsakršnega zla. Zbirko Na odru je mogoče brati tudi kot spremljanje življenja. Pogled ni lahkoten pogled, temveč razgalja vso šibkost in ranljivost. V zbirki Vesele pesmi je bila avtoričina poezija predvsem hvalnica življenju in soočenju s temnimi platmi. Ta zbirka pa nas nagovarja tudi z oživljanjem predmetov. Ti so kot osvetlitve sredi praznega hodnika ali stene, so deus ex machina prebojenega življenja. Vendar pesnica v svet zre tudi kritično. Še posebej pridejo do izraza eksistencialne pesmi, ki prikažejo človekovo hladnost in slabost. Izjemno slikanje teže življenja Marija Švajncer uprizarja z barvami, zlasti sivo in celo mrtvo barvo. Barve in atmosfera so pomembna komponenta tudi njenih prejšnjih zbirk, kot so na primer Sive pesmi in Kamnite pesmi. Ostre zareze niso nikdar olepšane, občutje slabosti in premislek o samosti in osamljenosti se prepletata brez pomilovanja. V utrujeni pesmi je simbol pesnika pripeljan do konca. Prav tak pa je lahko tudi konec umetnikov in mislecev, ki so jim posvečene posamične pesmi. Tenkočutnost za sočloveka je namreč močan izraz v opusu Marije Švajncer. Soočanje s smrtjo in bolečino zaradi nje ni le trenutek, ampak proces danes preredko dopuščenega žalovanja. Pesem Samo ne umri, posvečena Sašu Hribarju, v zadnjih verzih pravi: Brez tebe bo molk še bolj boleč, sovraštvo zadušljivo in grozeče. Daj, ostani in se zvedavo ozri na praznine v duši. Zapolni jih in stori, da nam bo lepo. Nasmehni se, kot si se tisti zadnji dopoldan. Pesem deluje tudi na podlagi spomina. Preplet osebnega in skupinskega doživljanja je pesničin pogost prijem. Uporabila ga je tudi v zbirki Igralca, posvečeni Gašperju Tiču in Jerneju Šugmanu. Preobrat k veselju je dosežen z motivom otroka, vnuka in spremljanjem umetnosti.
V zbirki je še veliko uspelih povednih pesmi, ki se dotikajo življenjskih vprašanj. To je poezija, ki daje vedeti in spoznavati. Kot Kandid, ki pa mu avtorica ne želi biti povsem podobna, inteligenten humor namreč ne umanjka niti tokrat. V nadaljevanju se posvečamo vedno priljubljenemu, a vendar malce odrinjenemu žanru, ljubezenskemu romanu. Petra Julija Udžve v prvencu Najboljše šele pride spremlja junakinjo, ki se tik pred poroko, namesto za ustaljeno življenje, odloči za skok v neznano. Roman je šel pri Cankarjevi založbi, ocenjuje ga Anja Radaljac. Najboljše šele pride je romaneskni prvenec Petre Julije Udžve, izdan pri Cankarjevi založbi v knjižni zbirki Razmerja, ki skuša v slovenski kulturni prostor uvajati žanr, ki je doslej ostajal na založniški margini, ljubezenski roman. Če zapišemo, da je obstajal na margini, mislimo s tem zelo dobesedno. V slovenskem literarnem prostoru je namreč dolgo obstajala vzporedna literarna scena samozaložniških izdaj, nezaupnica slovenskim založniškim hišam, ki za ta žanr niso imele interesa. A predano bralstvo je rado posegalo po teh v samozaložbah izdanih romanih, ki so na obrobju bržkone pristali prav zaradi svoje žanrske strukture, ki je skladna s tem, kar družba povezuje z ženskimi interesi, to je z ljubeznijo in odnosi. Pomenljivo pri tem je, da je bila kriminalka kot žanr, ki ga temeljno določajo kriminal, policijska država in ali druge oblike nadzora, v kulturnem prostoru, ki je seveda tudi del establishmenta, legitimirana veliko prej. Najboljše šele pride je dokaj pravoveren, urbani, sodobni ljubezenski roman, ki ne meša žanrov in vsebine, ne podlaga s težjimi tematikami. Ostaja lahkotno branje, ki je, podobno kot kriminalka, ki si prizadeva za razrešitev kriminalnega primera, osredotočeno na ključno žanrsko premiso: pripeljati junakinjo Kristino in junaka Janusa do izpopolnjujoče ljubezenske zveze. Pretežno psihološke narave in izhajajoče predvsem iz njunih individualnih notranjih dinamik.
Besedilo romana ne ponuja zunanjih preprek, ki bi ljubimca ohranjala narazen, niti ne predpostavlja kakšnih ovir, ki bi bile objektivne, četudi notranje narave, kot je denimo bolezen. Psihologija likinje in lika v romanu Najboljše šele pride je sicer izrazito ploska, konflikt pa je zaradi tega toliko šibkejši. Deli besedila se spočetka dogajajo v preteklosti, kasneje preskakujejo po več dni, včasih celo tednov ali cel mesec, leto. S tem nastaja ohlapna struktura, v kateri se zdi, da se avtorica trudi povedati samo najbolj pomembno, s čimer pa ne pride do dinamičnega odnosa med likinjo in likom. Druge literarne osebe so zastavljene še bolj površinsko, kakršen je za ljubezenski roman ključen, ne pride do romantične napetosti med njima, ampak se roman razpoloženjsko nekako vleče skozi situacije, ki bi bile zelo preprosto rešljive že z drobcem odprte komunikacije. Redki so tudi pogovori med likinjo in likom, ki bi lahko dali romanu nekaj več specifičnosti, morda kaj značilne individualne medosebne dinamike. Pogosto avtorica denimo opisuje, da sta se junak in junakinja sprehajala v tišini, ali pa napiše, da sta govorila po telefonu, a pogovora ne poda. Zgodba tako teče z velikimi preskoki, med katerimi ni razdelane pripovedi. Junak in junakinja sta, v nasprotju z eno od zakonitosti žanra ljubezenskega romana, večinoma ločena in tako se odnos med njima ne razvije pred bralstvom. Bralstvo dobi predvsem nekakšno pojasnilo, obvestilo, ko se premakne kaj večjega. Praznine, kjer naj bi se razvijal odnos med likom in likinjo, so napolnjene z relativno nezanimivim dogajanjem okoli junakinjine poklicne poti, čeprav je tudi na tem mestu smiselno zapisati, da se roman trudi slediti žanrski konvenciji, da junakinja počne nekaj, kar je v podporo ženskam, odpre avtomehanično delavnico za ženske, ki zaposluje samo ženske. Tudi v njeni precej generični družini ni nobenih resnih trenj ali česarkoli, kar bi ustvarjalo napetost. Vsi se imajo radi, se podpirajo, vse je ena sama skladnost ali, bolj v slogu romana, praznovanje, saj z velikimi dogodki praznujejo vse mogoče, med drugim vsak god vsakogar v družini. Toda morda najbolj nevarna avtoričina odločitev je, da za zbližanje junakinje in junaka uporabi komu nekega drugega lika v romanu. Vse skupaj izpade nerealistično, posebej pa ni v skladu z emocionalnim lokom odnosa, ki ga ne zgradita do tiste točke. Najboljše šele pride Petre Julije Udžve je torej roman, ki poskuša v eni od osrednjih založb vnesti v slovenski prostor žanr sodobnega urbanega ljubezenskega romana in vidno sledi večini vodil žanra, a odpove prav na mestih, kjer jim ne sledi in naposled ne zgradi dinamične, atmosferično močne ljubezenske zgodbe.
Brezobzirnost, aroganca, agresivnost, seksizem in podobne lastnosti zaznamujajo osrednji lik romana Mimi Podkrižnik Čista sreča. Ob tem so v ospredju tudi posledice, ki jih povzročajo njegova dejanja, tako v bližnji kot v širši okolici. In prav nasprotje temu išče druga junakinja romana. Izdala ga je založba Litera, ocenjuje ga Leonora Flis. Mimi Podkrižnik ima dolgoletno kariero v novinarskem poklicu, poleg tega prevaja iz francoščine in piše literarna besedila. Kot novinarka je poročala zlasti o Španiji, Franciji in Portugalski. Roman Čista sreča je posrečen, ker je navidezno razigran do neke mere in skozi svoj specifični humor ali bolje satiro zabava, vendar je obenem tudi razplasten, poglobljen in tragičen. Avtorici je poznavanje novinarske scene v Sloveniji in širše brez dvoma pomagalo pri oblikovanju zgodbe, ki ni omejena le na slovenski prostor, ampak sega vse do daljne Afrike. Pravzaprav je to zgodba o človekovi naravi, o sistemih, ki ljudi oblikujejo v pohlepne, zaničevalne, seksistične in obenem strte ljudi. Vrlina romana je tudi v tem, da pripovedovalec oziroma pripovedovalka, ki ima občasno precej intelektualno držo, ne izreka moralne sodbe ali odkritega vrednotenja dejanj protagonistov in protagonistk. Zgolj opisuje, našteva, prikazuje, vodi nas skozi dogajanje, ki ga spremljamo od konca proti začetku, z vmesnimi dnevniškimi zapisi glavnega antijunaka Janeza Mirovića ali Johnnyja Afriškega. Janez je legenda v novinarskem svetu, dopisnik iz Dakarja, ki si je ustvaril briljantno kariero, ob kateri je začel graditi tudi paralelni posel gojenje banan. V Afriki je namreč lastnik plantaže, zaradi katere se, kot pokaže zgodba, morda zaplete, vede ali nevede tudi v nečedne posle, povezane z belim prahom. Ima družino in uživa ugled. Vse dokler ga ob menjavi vodstva na televiziji ne odpokličejo z mesta dopisnika in mu dodelijo mesto v notranje politični redakciji, kjer pa se Johnny, ki počasi postaja Janez Kranjski, ne znajde najbolje. Propadata mu družina, žena in oba otroka se sčasoma vrnejo v Afriko in kariera. Janez se oklepa svojih starih vzorcev delovanja, kot so arogantnost, podkupovanje, seksistične opaske in geste na delovnem mestu, izsiljevanje. Vse to je morda nekoč delovalo, zdaj pa takšno ravnanje deluje le še na najvišjih, nedotakljivih državnih nivojih. Dvoličnost, dvojni standardi in razkroj vrednot bi lahko izpostavili kot temeljne teme v romanu. Kriminal, ki je vsem na očeh, ostaja nekaznovan, vendar nikakor ne moremo reči, da Johnnyja, ki je vsaj na videz manjša riba, karma ne udari. Poleg Mirovićev velja omeniti še družino Ratnik, Tomaža, docenta, ki mu domače akademsko okolje ne diši več, in Žanko, prekarno novinarko, ki se odloči, da bo postala vlogerka. Janez začne Žanko nadlegovati, siliti vanjo in ustrahovati družino Ratnik. Zapletena dinamika med družinama, zlasti med Janezom in Žanko, se zaostri do te mere, da se Ratniki odločijo za selitev na Portugalsko. V ozadju so tudi drugi razlogi, saj Žanka izkaže veliko zanimanje za Portugalsko že pred poslabšanjem odnosov z Janezom in Tomažu reče: Midva sploh ne napredujeva, midva nazadujeva. Začela se bom učiti portugalščino. Predtem pa beremo. Odkar se je zlasti na spletnih omrežjih neumno zdelala, da je pametna, so bile relevantne družbene teme docela potisnjene v ozadje. In tako je posebej Žanka imela občutek, da s Tomažem, ki se je s knjigo ali zapiski za predavanja v roki vedno bolj umikal na teraso in si tam nekontrolirano prižigal cigarete, nista le neznatni kaplji v brezdanjem oceanu, ki bučno valovi, ampak poslednji kaplji v luži anemičnega humanizma, ki bo vsak trenutek presahnila.
Ko prispejo na Portugalsko, ratniki spoznajo gospo Diamantino, ki je preživela režim diktatorja Salazarja, v času katerega se je naučila molčati tudi takrat, ko so bile storjene krivice. Diktat moči, prevlade agresije je vladal nekoč in vlada še danes. Kljub temu pa toplo južno okolje prinaša tudi mir in zadovoljstvo. Žanka šele na Portugalskem začuti nekaj, kar je blizu sreči. Če se je prvi smejal Janez Mirović, zadnji smeh pripada njej. Po sestanku s Portugalko Paulo, ki naj bi njo in Tomaža uvedla v tamkajšnjo digitalno nomadsko sceno, beremo. Žanka se je nasmehnila in pomahala v pozdrav. Nato se je začela smejati in se smejala in smejala in smejala. Nato je prasnila v krohot in se krohotala, pa spet smejala in še naprej smejala. Tudi ko Pavle že zdavnaj ni bilo nikjer več. To je bil smeh blaženosti. Iz čiste sreče. Konec romana še enkrat naplavi Janeza, ki nemirno pluje na ladji norcev. Krog je tako sklenjen. Poslušali ste oddajo s Knjižnega trga. Recenzije Tonje Jelen, Anje Radaljac in Leonore Flis so prebrali Aleksander Golja, Maja Mol in Eva Longika Marušič. Glasbo je izbrala Alma Koželj, oddajo je posnela Mirta Brlan, uredil sem jo Vlado Motnikar.